V avstrijskem Eisenstadtu v mestu Železni je na 18. gasilski olimpijadi slovenska gasilska reprezentanca osvojila 2 zlati in 2 srebrni kolajni, k temu pa dodala še 2 četrti mesti. Med 13 tekmovalnimi enotami, ki so zastopale Slovenijo, so svoje delo dobro opravile tudi enote iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Prostovoljno gasilsko društvo Tinje, člani A, in prostovoljno gasilsko društvo Kebelj, člani B. Gasilska enota iz Tinja je domov prišla z naslovom olimpijskega podprvaka. Nosilce srebrne olimpijske kolajne in četrtovrčeno enoto Keblja so svečano pričakali tudi v domači občini Slovenska Bistrica. Članska enota A iz Tinja je na samem tekmovanju odlično oddelala obe tekmovalni vaji. Najprej vajo trodelni napad in nato še štafetni tek na 400 metrov z ovirami. Tekmovalci Tinja so tako v svojem 3. olimpijskem nastopu po Vilahu in Celju v sosednji Avstriji osvojili prvo olimpijsko kolajno in to srebrnega sijaja. Seveda najbolj pomemben je bil ekipni duh, da smo ostali skupaj v najslabših trenutkih, tudi znali smo se skregati, stepli se na srečo nismo, bila je pa pot zelo težka, trda, trnava, krvava tudi parkrat in ja, smo veseli in ponosni na to. Ja, veliko nam pomeni, mislim, sploh se nismo v tistem trenutku še znali predstavljati, kaj smo dosegli in mislim, da še tudi si zdaj dejansko ne predstavljamo, ampak bo to še mogoče prišlo za nami. V zadnjih 3 olimpijskih ciklusih se je v ekipi zamenjalo kar nekaj tekmovalcev. S 3 nastopi pa se lahko pohvali Bojan Smogavec. Smo vedeli, če na dan tekme vržemo vajo pod 30 sekund oziroma 29 ali pa manj in pa z našo štafeto lahko osvojimo medaljo. In vaja je uspela, bilo je brez kazenskih točk, štafeto so pa iztisnili maksimum. Sicer jim ni uspelo premagati časa našega prejšnje desetine iz Vilaha časa, ki je bil pod 52 sekund, ampak vseeno ta štafeta je bila za srebrno medaljo zelo pomembna. Do uspeha kariere sta enoti pomagala tudi kondicijski trener Zoran Kregar in mentor tehničnih disciplin Franci Stopar. To je bil res, lahko rečem, ena mojih najboljših ekip, s kateri sem sodeloval. Bili smo kot družina, delali smo, ubogali so, tako da uspeh skoraj ne bi bil smel izostati. Hvala Bogu. Na prizorišču olimpijskih iger je bilo veliko slovenskih navijačev. Veliko pa jih je bilo tudi na sprejemu v Slovenski Bistrici. Bili smo že včeraj v Avstriji, drugače pa tudi danes kot navijači. Ja. To je nepopisano živetje, ki ga moraš živeti sam tisti dan in brez besed, svaka jim čast, kapo dol. Ja, to je res nepozabno. Bilo je za ekipo res naporno, fanti so res garali. Jaz sem bil, večkrat se udeležil njihovih treningov in res so garali to. To je res zaslužena nadalja, tako da vse čestitke fantom. In kje bo prostor v domačem krogu našel olimpijski uspeh? Ja, če lahko rečem, da smo na prejšnjih 2 olimpijadah bili malo razočarani, saj smo imeli zelo dobro ekipo, nam je to kaj uspelo, vsekakor bo pa ta uspeh v vitrinah društva in doma krajano našel posebno mesto, tako da bomo lahko skozi generacije občudovali ta uspeh. Na igrah, kjer je sodelovalo 124 tekmovalnih enot iz 17 držav, so odlično, vendar nehvaležno 4. mesto med člani B osvojili prostovoljni gasilci iz Keblja. Kebeljčani so bili za olimpijski nastop dobro pripravljeni, vendar jim je mesto na zmagovalnem odru preprečila neljuba napaka. Na vseh treningah smo zelo dobro delali in to pa, ko pride tekma, pa se zgodi taka napaka, ko se navadno ne zgodi in si potem neshvaležen 4. mesto malo boli, ne, ampak po drugi strani, ko pogledaš pa celota, ne, na olimpijadi biti 4. je pa tudi neki uspeh nekega kraja na Keblu, ko je majhen kraj, ko so tam velike nacije prihajajo, pa se 4. na svetu, no, pač to je bolj Evropa, ne, ampak v Evropi ne, 4. pa tudi nekaj pomeni, ne. Tekmovalci Kebla so v ta olimpijski nastop vložili veliko truda, usposobljenosti, hitrosti,
časa in v prvi vrsti ekipnega duha. Vse ste slabo slišali, četrto mesto, vidite, kakšen glas manjka ni, ne? Ampak mi smo za Kevo zmagovalci, za občino Slovenska Bistrica smo se potrudili, žal nam ni uspelo, da bi dobili kolajno, uvrstili za moje mnenje izredno lepo četrto mesto, to je to, pa vidimo se čez 4 leta. Dokaz, da imajo veliko podporo v domačem kraju, so tudi navijači, ki so sestavni del njihovih dosedanjih uspehov. Super so bili, najboljše, za nas najboljše. Zmanjkal je kanček športne sreče, ne? Pa bi se lahko veselili tudi odličja. Čez 4 leta bo nova prilika, da lahko nadoknadimo, kar smo zdaj izgubili. V Gasilski zvezi Slovenska Bistrica pa so ponosni tudi na svojega predsednika Slavka Pitrofa, ki je na igrah opravljal tudi nalogo sodnika. To vlogo sem opravljal prvič. Res je, da je 1200 sodnikov v Sloveniji in da si izbran med prvih 10, je pač nekaj ti pomeni. Vlogo sodnika je pa bilo zame dogodek, ki ga nikoli ne bom pozabil. No, to je res en dogodek, ki ti spremeni mišljenje v gasilstvu in še ti da dodatno energijo. Kot sodnik na gasilski olimpijadi res bi privoščil vsakemu, da bi enkrat to doživel. Uspeh Tinja in Keblja na olimpijskih igrah pa so Bistričani potrdili tudi s prijemom na čelo z županom dr. Ivanom Žagarjem. Zdaj, kar se tiče vsega tega športnega rezultata, je treba v tem se spomniti tudi tisti, ki so seveda za prvo ekipo, torej, ki so sodelovali pri vseh pripravah, tako, in nazadnje tudi družinah. No, tako da družine so lahko brez skrbi, dejansko so na vajah, kar se kažejo tudi po rezultatih. Verjetno je pa za tem, ker nas pravzaprav pri nas predvsem v bistvu razvajajo gasilci iz pohorskega dela, verjetno tudi kaj nekaj te pohorske trme. Tako da jaz jim res še enkrat res iskreno čestitam za ta rezultat. Im želim seveda tudi uspešno na vseh področjih, tako verjamem, da še bodo naprej uspešni na tekmovalnem področju.